Lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju. Dobrodošli vsi, ki posnetek tega bogoslužja spremljate tudi na zaslonih in prisrčno vabljeni, da se tudi osebno udeležite bogoslužja v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. V imenu cerkve izrekamo sožalje Cvetki Žnidaršič ob izgubi njenega sina Urbana, ki se je v preteklem tednu po težki bolezni preselil v večnost. Naj Bog potolaži vse žalujoče. Cerkveni pogreb bo jutri v ponedeljek ob 16. uri, torej ob 4. popoldan, na mestnem pokopališču v Srebrničah. Med nami pa po dolgem času pozdravljamo Johna Kera. Ki se je po potepanju okoli sveta vrnil v domačo cerkev. Njegova soproga pa se bo nam pridružila po okrevanju. Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje. Naslednjo nedeljo, ko je tudi cvetna nedelja, pa je bogoslužje ob 10. dopoldan. Naslednji vikend iz sobote v nedeljo se tudi premakne ura na poletni čas, vendar se ure nedeljskih bogoslužij in bogoslužij čez teden ne spreminjajo. Po današnjem bogoslužju smo vabljeni na druženje ob kavi in čaju zunaj pred cerkvijo. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo na današnjo 5. postno nedeljo je iz pisma Hebrejcem in pravi: Bratje in sestre, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere. To vodilo govori o tem, da je krščanska vera neomejena, da gre za neomejeno občestvo z Bogom. Kristus je omogočil popolno skupnost z Bogom, zato se približajmo in spoznajmo ta privilegij. Drugače povedano, Kristus je odprl pot do Boga, zato ne moremo storiti nič drugega, kakor to, da stopimo v Božjo navzočnost z otroškim zaupanjem in svetim veseljem. Ta prosti dostop do Boga ni bodoča dobrina, ampak je današnja posest. Približajmo se, kajti privilegij Božje navzočnosti je mogoče uživati takoj. In v tej Božji navzočnosti lahko molimo in se izpovemo Bogu, podobno kot je to storil psalmist v psalmu 43, kjer je zapisana naslednja molitev stiskanega človeka. Prisodi mi pravico, o Bog, pravdaj se za mojo pravdo, iz brezbožnega naroda, pred varljivcem in izprijencem me reši. Ti si vendar Bog mojega zavetja, zakaj si me zavrgel? Zakaj hodim mračen, ko me stiska sovražnik? Pošti svojo luč in svojo zvestobo, ti naj me vodita, naj me pripeljeta k tvoji sveti gori, k tvojemu bivališču. Stopi bom k Božjemu oltarju, k Bogu veselja moje radosti, hvalil te bom s citrami, o Bog, moj Bog. In preden bomo pristopili k prepevanju in slavljenju Boga s pesmimi, priznajmo svoje grehe. Naš Bog, tu v tvoji hiši molitve, pred tvojim obličjem je pokoj, je mir. V našem življenju, v naših srcih in dušah pa je velikokrat nemir. Iz tega nemira se je mnogo kje rodila jeza, nepremišljenost, grobost. Vse to in druge naše zmote in grehe prinašamo pred tvoje obličje in kličemo: bodi nam dobrotljiv, bodi nam milosten. Amen.
Naša skesana srca naj potolažijo besede iz drugega pisma Timoteju, ki pravijo: Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Aleluja. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. V nadaljevanju bomo zapeli eno najbolj čudovitih in znanih krščanskih pesmi, Dar milosti.
Izvolite sesti, brate in sestre. Pesem, ki smo jo ravnokar zapeli, govori o tem, da smo ljudje duhovni slepi, če ne sprejmemo Božje milosti in Božjega usmiljenja. Ampak Bog je poskrbel za vse človeštvo in vsak človek ima možnost, da sprejme Jezusa kot svojega odrešenika in s tem dobi duhovni izpregled. Potrebno je le priznati Božjo suverenost in njegovo avtoriteto. Verjamem, da ste vsi že slišali ali brali, kaj vse zmorejo narediti slepi ljudje, kljub svoji fizični omejenosti. In brala sem o deklici, ki je stara 13 let, sedaj, je slepa, povrh vsega je tudi hud avtist, ampak ta deklica čudovito igra klavir. Njen učitelj klavirja priznava, da je celo boljša od njega in s svojim igranjem navdušuje množice ljudi, ki jo poslušajo, kajti loteva se igranja najtežjih skladb, ki so pisane za klavir. In zagotovo se nam vsem postavlja vprašanje, kako je to možno, kako se lahko slepa deklica nauči igrati klavir. Njen učitelj, to je učitelj, ki se ukvarja s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami, torej igranja klavirja, je že pri 5 letih prepoznal, da ima ta deklica 100% posluh. In potem se je odločil, da jo bo vzel k sebi, da jo bo torej učil igranja klavirja. In veste, uporablja eno čudovito metodo. To je metoda roka na roko. Torej, učitelj da roke na tipke in potem ta deklica da roke na njegove roke in spremlja njegove gibe in zelo pozorno posluša melodijo. In tako si potem zapomni vsako skladbo. Brate in sestre, ko se znajdemo v težkih življenjskih situacijah, se nam velikokrat zdi, da je naš duhovni pogled ali naš pogled na življenje popolnoma zamračen, kakor da bi imeli zaveso na očeh. Morda obtičimo nekje in ostajamo brez vsakega upanja. Ampak veste, tudi ljudje lahko uporabimo to metodo roka na roko v odnosu z Bogom. Kajti, če smo pripravljeni dati naše roke v Božje roke, potem ta nebeški učitelj lahko skozi nas v najtežjih življenjskih situacijah proizvede čudovito melodijo, neverjetno pesem našega srca, ki je njemu v slavo in tudi v spodbudo ljudem okrog nas. In pisec 119. psalma je med drugim tako zapisal: Gospod, moje ječanje naj se približa tvojemu obličju, po svoji besedi mi daj razumnost. Moja prošnja naj pride pred tebe, po svojem izreku me reši. Moje ustnice naj izlivajo hvalnico, kajti učiš me svojih zakonov. Moj jezik naj opeva tvoj izrek, kajti vse tvoje zapovedi so pravičnost. Tvoja roka naj bo pripravljena, da mi pomaga, kajti izbral sem tvoje ukaze. In brate in sestre, to jutro naj tudi naše ustnice izlivajo hvalnico Bogu, da hvalnica naj pride iz globine našega srca. Kajti pesem pravi: izročam vse v tvoje roke le, zaupal ti bom, Bog, verjamem ti, Bog. In vabim nas, da ostanemo, da slavimo Gospoda in mu damo čast. Izročam se tvoje
se slava, veličastvo. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce, tvoja je vsa slava, veličastvo. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce, ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak, ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak. Tvoja je vsa slava, veličastvo. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce, tvoja je vsa slava, veličastvo. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce, ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak, ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak. Ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak. Ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak. Ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče enak. Ti velik si, delaš mnoge čudeže, tebi ni nihče enak, tebi ni nihče Dobrodošel, Sveti Duh, med nami si. Dobrodošel, Sveti Duh, med nami si. Mogočni Bog Oče, na milosti zli. Dobrodošel med nami.
In pesem pravi: proslavljam te, mogočni kralj. Zakaj? Ker si Bog edini, ker si knez miru, ker si vsa moja pravičnost. In po tej pesmi si vzemimo še nekaj trenutkov za skupno polglasno slavljenje.
Jezus, da si ti odprl naše duhovne oči in da ti odpiraš naše duhovne oči vsak dan znova. Hvala ti za ta čas, da smo lahko skupaj, da lahko slavimo tvoje ime, da se v duhu lahko pripogibamo pred tabo in priznavamo tvojo veličino, tvojo moč, tvojo avtoriteto in tvojo suverenost. Ti si Bog, ki delaš čudeže, ti si Bog, ki si z nami, ti si Bog, ki si nam najbližji. Zato te slavimo, zato te obožujemo, zato te častimo z vsem srcem. Amen. Naj bo Bogu prijetno tudi darovanje naših prostovoljnih prispevkov. Darujemo z veselim srcem in darežljivo roko. Izvolite sesti. Spoštovani ljubitelji Svetega pisma tu v cerkvi in vsi, ki nas spremljate prek spleta, veseli nas, da število poslušalcev Evangelija raste. Vabim, da se bogoslužja udeležujemo tudi v živo, kajti to je namen občestva Kristusove cerkve. Zato dobrodošli vsi od koderkoli. Veseli bomo druženja z vami. Hvala vsem, ki nam zaupate in nas v tem poslanstvu spodbujate in podpirate. Apostolska veroizpoved cerkve je odličen pripomoček, da se spomnimo, kaj točno je bistvo krščanske vere. Znano pravilo, ki pravi je: vsi kristijani verujemo več, kot je zapisano v apostolski veroizpovedi, vendar nihče ne more verovati manj. Kaj kristijane povezuje? Zlato pravilo: ljubi bližnjega kakor samega sebe, ljubi Boga. Jezusova Gospodova molitev Oče naš, 10 božjih zapovedi in apostolska veroizpoved. To je božji načrt uspeha. Kdor ne načrtuje uspeha, s tem načrtuje neuspeh. Priznam, da je odločitev za krščanstvo v današnjem svetu težka.
meni pri tem pomaga izjava, ki jo je izrekel Elie Wiesel, ki je preživel holokaust. Takole je zapisal: po holokaustu nisem izgubil vere v Boga, izgubil sem vero v človeštvo. Pa da bomo boljši ljudje, prisluhnimo Božji besedi, zato vabim, da vstanemo. Iz Evangelija po Mateju 20. poglavje, 28. vrstica. Evangelij po Mateju 20. poglavje, 28. vrstica, ki pravi sledeče. Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Izvolite sesti. Ta evangelski odlomek se začne z osebno prošnjo matere Zebedejevih sinov, Jakoba in Janeza, ki sta bila Jezusova učenca. Namreč Jezusova teta Marija Saloma, mati Jakoba in Janeza, je prišla pred Jezusa z drzno prošnjo, naj njenima sinovoma prepusti v svojem kraljestvu najboljša položaja, takoj za samim Jezusom. Ni nenavadno, da uporabljamo takšne in drugačne zveze za dosego svojih interesov. V današnji družbi je popularen izrek, pa to tudi velja. Ni pomembno, kaj znaš, pomembno je, koga poznaš. Ni pomembno, kaj znaš, pomembno je, koga poznaš. Najpogosteje dobrih delovnih mest ne zasedajo usposobljene osebe, ampak osebe z najboljšimi povezavami. In tudi apetiti Marije Salome so bile očitno veliki. Jezusu se je približala, kot bi prišla pred nekega orientalskega vladarja. Pred njim se je poklonila do tal in nato izrekla svojo prošnjo. Vladarji imajo običajno velik ego. Takšne geste jim ugajajo, ker povečujejo njihov ego. Torej pri Kristusu to ne deluje. Vladarjem je všeč občutek moči nad drugimi, v bistvu pa gre za zlorabo položaja. Tudi starši smo ponosni lahko na uspehe svojih otrok ali pa če so na položaju. Ne pravim, da je to narobe. Narobe je, če gre za hvalisanje. Narobe je, če gre za sramotenje in poniževanje drugih. Tudi naše molitve so včasih osredotočene na to, kar mi želimo, namesto da bi bile osredotočene na to, kar je Božja volja, Bogu v slavo in čast. Tudi cerkve smo ujete v to past, v katero se je ujela Marija Saloma. Radi se hvalimo, predvsem številom obiskovalcev. Toda Božja definicija uspeha je drugačna od naše. Marija Saloma, torej mati Jakoba in Janeza, tega ni dojela. Jezusu je dejala: ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu. Eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici, in stvar bo urejena. Zapisano je, da je Jezus odgovoril takole: ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti? In dejala sta mu: moreva. Torej, kako nepremišljene in hitre so naše izjave, ker smo zaverovani vase. Morda sta Jakob in Janez svojo mamo k temu nagovorila, torej naj posreduje zanju, morda pa je bila želja po prestižu njena.
Kakorkoli, vsekakor je zmotno misliti, da je v Kristusovem kraljestvu znak veličine položaj, oblast, pozicija. Če bi bilo to res, potem bi bilo Kristusovo kraljestvo primerljivo kraljestvom tega sveta. Takšna Jakobova in Janezova sebična prošnja je razjezila ostale učence. Takole je zapisano v sobesedilu: ko je drugih 10, torej Jezusovih učencev, to slišalo, so se razjezili nad bratoma. Torej, ni jim šlo v glavo, da so lahko tako predrzni. Jakob in Janez sta bila torej povezana z Jezusovo družino, tudi sorodstveno. In Jezus je v tem trenutku vedel, kaj se dogaja v glavah ostalih učencev. Zato je izrekel to, kar je osnova krščanskega verovanja. Poklical jih je k sebi in jim rekel takole: veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak, kdor hoče postati med vami velik, naj bo strežnik. Namreč, kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Živimo v družbi, ki tega ne upošteva. Živimo v družbi, ki si prizadeva za visoke položaje, moč, oblast, vodstvo in slavo. In s tem tudi ni nič narobe, če so motivi pravi. Če so motivi, interesi, namere prave. Narobe pa je, da noče več nihče služiti. Ta delovna mesta so odprta, prosta, prazna. Če pa že kdo služi, pa služi z računico osebne koristi v smislu zaslužka, priznanja, napredovanja. Tako stvari funkcionirajo danes. Moč določa torej gospodovanje. Poznam ljudi, ki zdravijo svoje osebnostne motnje z izčrpavanjem drugih. Zato govorimo o tolikih vrstah mobinga in tudi o izgorelosti. Jezusov nauk moramo prestaviti v 3. tisočletje, ker krščanstvo je sodobna vera. To ni nekaj zastarelega. Je aktualna, vedno, odvedno, zavedno, pravzaprav večno. Danes se služenje šteje za ponižujoče in neumno dejanje. Toda Jezus odločno nasprotuje krivičnemu gospodovanju. Poudaril je, naj med nami ne bo tako. Zakaj? Zato, ker oseba, ki noče služiti, druge zlorablja. Pa ne mislim v tem trenutku na spolno zlorabo. Je veliko tudi drugih zlorab. Lahko druge čustveno zlorabljamo ali pa statusno, ekonomsko, družbeno, duhovno. Takšne osebe uživajo v nadzorovanju, v manipulaciji, uveljavljanju svojega prepričanja. Ne upoštevajo predpisov, dogovorov, vrednot, pravic drugih. So samozadostni, samovšečni, hlepijo po potrditvi, dokazovanju, pozornosti. Stalno se počutijo ogroženi, v drugih vidijo zarotnike, sovražnike. Prepričani so, da so najpomembnejši, so sumničavi
in ne zaupajo drugim. Niso zmožni ohranjati medsebojnih razmerij, odnosov, se prilagajati, ne čutijo krivde, obžalovanja, ne priznavajo svojih napak. Torej v takšnem svetu živimo. In Jezus pravi, med vami naj ne bo tako. Splet okoliščin je tak, da so v porastu osebe s potezami patoloških narcisov in to žal na vodilnih položajih. Vse nam uhaja z vrvice in gre v neko napačno smer. Družba, reklame, oddaje, pa tudi vse, večinoma prek spleta, nas hoče očarati slavo, lepoto, uspehom, veličino. Jezus pa je rekel svojim učencem, ki so si želeli prav to, torej njuna mama Saloma Marija in Jakob in Janez, rekel je naslednje: glejte, v Jeruzalem gremo in sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom. In zasmehovali ga bodo, pljuvali vanj, ga bičali in umorili. Ali hočete, s tem hoče Jezus povedati, to sprejeti? Samo prestol ali tudi piti iz grenkega keliha? Če bi kak svetovni voditelj na volilni kampanji govoril to, kar je Jezus rekel, v Jeruzalem gremo, popljuvani bomo, bičani bomo, križani bomo, zagotovo ne bi uspel in bi ga takoj zasmehovali. Žal se tudi v cerkvi več ne sme o tem govoriti, ker je družba tako naravnana. Ponavljam, preziramo služenje, ponižnost, solidarnost, vzajemnost, iskrenost, poštenost, prijateljstvo, pristnost, požrtvovalnost in nagrajujemo vse tisto, kar temu nasprotuje. Zato Jezus pravi, med vami naj ne bo tako. Nagrajujemo tiste, ki so na vrhu, po njih se radi zgledujemo, ali pa, ker nam ne preostane drugo, potem z njimi tekmujemo, ker jim zavidamo. V starodavnem svetu so bili kralji, cesarji, knezi postavljeni, faraoni na vrh družbene lestvice. Služabniki so bili na najnižji stopnji. Kakšna pa je Jezusova lestvica? Takole smo prebrali. Kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. S tem Jezus ni omenil negativne konotacije služabništva. Torej ne gre za prisilno suženjstvo. Recimo, če pogledamo v zgodovino afriških črnih sužnjev na plantažah, Jezus ne govori o tem. Kajti, ko pogledamo grški izvirnik in pogledamo besedo doulos, pa ne bom zdaj o tem razlagal, ker to ni namen, vidimo, da je smisel povsem drugačen. Zato moramo gledati na ljudi z Jezusovimi očmi. Torej ne gre za izgubo osebnih pravic, dostojanstva človeka. Ampak v časti moramo imeti svojega bližnjega. Delati moramo v dobro drugih. Namreč moramo služiti, ne pa samo čakati, da bomo postreženi. Včasih pogledam kako staro pismo v kaki zgodovinski knjigi. In iz teh starih pisem vidim, da so na koncu napisali:
vaš najbolj udani služabnik, vaš najbolj ubogljivi služabnik. Danes napišemo le spoštovanjem ali pa lepo zdrav, še več. Vzamemo si čas, da napišemo zelo dolg dopis, na koncu pa namesto, da bi napisali lep pozdrav, napišemo samo LP. Kristus je postal služabnik vsem. Apostol Pavel je to napisal v himni. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika. Tudi pri zadnji večer je ulil vodo v umivalnik in začel učencem umivati noge, jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan, s platnom, s katerim je bil opasan. To nepričakovano Jezusovo dejanje je bilo za Jezusove učence neobičajno. Oni bi morali to storiti. In potem pravi, dal sem vam zgled. Torej v tem predvelikonočnem postnem času nas to berilo usmerja k temu, kako moramo služiti. Kajti, glejte, Sin človekov bo šel v Jeruzalem, tam bo izdan, bičan, pljuvan in križan. In v tem predvelikonočnem času imamo zgodbo o dveh umivalnikih, o glinenem, lončenem in tudi o zlatem umivalniku. V enem umivalniku je Jezus umil učencem noge, v drugem, tistem zlatem umivalniku, pa je Poncij, rimski prokurator Pilat, umil svoje roke, da bi si opral, potuškal svojo vest. Večino časa porabimo za uresničevanje svojih ambicij in želja, tudi jaz. Vsi smo iz krvi in mesa. Božje delo in bližnji pa ostajajo po strani. Božje delo ostaja nedokončano ali pa prepuščeno v roke peščice. Pa ne zato, ker bi bili mi vsi kot verniki leni, lenobni ali pa zlonamerni, ne zato. Ampak preprosto zato, ker mislimo, da bo to naredil nekdo drug. Tako funkcionira tudi ta družba. V šoli, na delovnem mestu, v politiki, kjerkoli. Se šlepamo, kot pravimo, na račun nekoga. Kaj pa, če so drugi že ostareli? Kaj pa, če so drugi že utrujeni? Kaj pa, če so drugi že ostali brez idej in volje? Darovanje več denarja v kolekto te težave ne bo rešilo, kajti tega se ne da kupiti z denarjem. Čeprav so finančni darovi nujno potrebni za naš skupni dom in ob tej priliki se zahvaljujem za izraženo solidarnost in hkrati nagovarjam še k večji darežljivosti, kajti vidimo, da cene in stroški letijo v nebo. Kdor torej daje prednost temu, kar Jezus tu uči, ima blagoslov in mir v duši. Prosimo Gospoda, naj nam pokaže, kje, kako, s čim lahko še bolj vsi kot skupnost, občestvo služimo. Biti služabnik je razpoznavni znak kristjana. To, da preden se odločimo služiti, vedno preverimo svoje motive glede služenja. Motiv mora biti pravi.
edina prava motivacija je ljubezen. Ne pa ugled, čast, pozicija, pohvala, slava in tako naprej, kot sta to razmišljala dva nespametna Jezusova učenca, Jakob in Janez in njuna mama Marija Saloma. Torej, edini motiv in prava motivacija tudi je ljubezen. Nekateri služijo, da bi pridobili hvalo ljudi, pritegnili pozornost nase, bili v ospredju. Nekateri molijo najdaljše in impresivne molitve zato, da bi bili opazni. Nekateri se radi hvalijo, kaj vse so naredili, kaj vse znajo, da bi bili bolj cenjeni. Vsi se ujamemo v to zanko, tudi jaz. Vendar v ozadju vsega tega je, če smo malo iskreni, naš ego, ta jaz. Veliko je ljudi, ki delajo v zakulisju, v ozadju, o njih pa ne govorimo, so pa pomembni. Ena velika stena, škarpa, ograja se zruši, če je sestavljena samo iz velikih kamnov. Vmesto tisti najmanjši kamenčki in oni držijo in povezujejo pravzaprav. Če tiste odstranimo, padejo tudi velike skale. V tej cerkvi je veliko ljudi, ki služijo v zakulisju. O njih se ne govori. To so skriti molilci. Pa tisti, ki potekajo, ki omogočajo, da bogoslužja potekajo brezhibno, blagoslovljeno. Glasbeniki, ki prihajajo uro in več pred bogoslužjem. Prevajalska skupina, tehnična skupina tam zgoraj. Potem priprava, da se vse to posodobi in pretvori za uporabo prek spleta. Potem priprava Gospodove večerje, košnja trave, kidanje snega, administracija, blagajniški posli, pevske vaje, ure in ure vaj, obiskovanje bolnikov, pa navsezadnje tudi strežba kave zunaj pri druženju, pospravljanje in čiščenje cerkvenih prostorov. Še in še bi lahko naštevali. Vse to je služenje. Nosi blagoslov. Če je motiv pravi, pa vem, da je, ker vedno upošteva dobrobit drugih. To, da lahko služimo, si moramo pravzaprav šteti v čast, kajti pri Bogu je nagrada večna. In Jezus nam je zgled služenja. Apostol Pavel je to dojel, po spreobrnjenju seveda, ko je umrl svojemu egu, ko je bil ego križan s Kristusom skupaj na križu. In potem se je tudi on sam predstavljal kot služabnik. To je zelo rad v svojih pismih napisal. Je pa ena razlika, preden zaključimo to pomembno in blagoslovljeno temo. Krščanstvo govori o služabništvu, ne pa o hlapčevanju. Te dni sem ugotovil, da je moja največja napaka ta, da tega nisem dojel pravočasno. V glavo so mi, pa spet lahko rečem, starši, pa tudi cerkev, vcepili hlapčevanje, ne pa služabništvo. Veste, služabništvo je povsem nekaj drugega kot hlapčevanje nekomu. Ne hlapčujte, ampak služite. Ker če bomo hlapčevali, bomo slabo končali. Bodo drugi upravljali z nami. Če pa bomo služili, pa bo Bog blagoslavljal naše delo in vse ostale, s katerimi smo v odnosu. In to je sporočilo postnega časa. Prišel je, da nam služi,
Ne pa, da mi strežemo njemu, on streže nam. Zato je krščanstvo tako revolucionarno, tako radikalno, tako drugačno in zato sem kristjan. Krščanstvo ni seznam stvari, ki jih moramo mi storiti za Boga, da bi si prislužili naklonjenost, odobravanje. Lepota evangelija je v tem, da Bog služi nam, tam, kjer mi ne moremo in česar mi ne zmoremo. In ko se zjutraj zbudim, že v teh dneh, odkar sem pripravljal to Božjo besedo, se zbudim drugače. Kajti zavedam se, da pomeni biti kristjan to, da mi Jezus reče: danes ti bom spet služil, spet ti bom pomagal, varoval te bom, modril te bom, vodil te bom, tolažil te bom, dajal ti bom veselje, moč, razumel te bom, ves dan bom ob tebi, ves dan boš v moji varni roki, vedi, da sem tvoj služabnik v pozitivnem smislu, kaj ti pravi, prišel sem, da služim vam in dam svoje življenje za odkupnino, odrešenja mnogih. Če gledam na krščanstvo pravilno, postane krščanstvo lepo, osvobajajoče, postane živo, postane osvežujoče in postane predvsem uporabno, funkcionalno. Če nekaj ni funkcionalno, potem ne deluje. Torej, krščanstvo mora biti uporabno, ne neka navlaka, tradicija, navada, običaj. Ni me sram priznati, če bi gledal na to, kako zlobni, zahrbtni, neiskreni, dvolični, škodoželjni, prepirljivi, sebični, častihlepni so nekateri kristijani, pa ne bi nikoli več prestopil praga cerkve in bi podvomil v krščanstvo. Ker pa gledamo na krščanstvo drugače in ga sodimo po ljudeh, ki služijo in živijo to, kar evangelij uči, pa nam to daje vztrajnost, moč, uteho, zaupanje. In potem vemo, da to drži, ker je Jezus rekel, med vami pa naj ne bo tako. Torej mora biti drugače. In končujem, služiti ni vedno lahko, služiti je težko. Sploh v krščanstvu, kajti Jezus je rekel, bo popljuvan sin človekov, šel bo v Jeruzalem, bo izdan in križan, ampak nekaj sem prej spustil namenoma. To ni bil konec stavka. Nekaj je rekel učencem, toda, tretji dan bo vstal. Toda, tretji dan bo vstal. In to se je zgodilo. To pomeni biti pripravljen, piti grenki kelih s Kristusom, ampak potem sledi vstajenje. Vstajenje. Čudovito, slavno vstajenje. In Jakob in Janez sta bila sprva nepremišljena in tudi njuna mati Marija Saloma pravijo, da je bila Marije, Jezusove matere, sestra Judije, kakorkoli že, ni pomembno. Pomembno je bolj to, da sta potem prišla k pameti. Kajti ta Jakob, ki je videl, in Janez sta videla samo prestol, kaj pa je rekel Napoleon Bonaparte, mislim, da je to njegova izjava, prestol je samo običajna, navadna klop, prevlečena žametom. Torej, ko sta pa prišla k pameti, sta pa videla, kaj pomeni piti kelih. Jakob je bil prvi mučenec, Janez pa v času rimskih cesarjev pregnan celo na otok Patmos in tudi bil mučenec in pregnan iz cesarstva strani krutih cesarjev. Jezusove besede naj služimo so revolucionarne. Svet se kar naprej še vrti okoli tega. Koliko komisij
bomo ustanovili, koliko odborov bo nekaj odločilo, koliko predpisov je treba še dopolniti, jih preurediti, kje najti kakšne luknje v zakonodaji, komu še kako funkcijo podeliti, kakšna denarna sredstva in dobrine in tako naprej. Vendar Jezus pravi, med vami naj ne bo tako. Zato Sveto pismo ni zastarelo. Mi hlepimo po svetlečem okrasju, Bog pa prisega pri križu. Stari križ označuje smrt egu, novi križ, sodobni, pa je namenjen zabavi kristjanov. Stari križ spodbuja solze, kri, trpljenje in kesanje, novi križ pa smeh in blagostanje. Jezus ni prišel izvajati svoje moči nad ljudmi, ampak služiti. Večja, ko je moč, večja je možnost za služenje. Ker pa je v nas padla narava, se vsak dan zavedajmo, pri vas pa naj ne bo tako. Veste, kako smo podobni plutovinastim zamaškom? To je ta naš ego. Dokler plutovinasti zamašek držiš, tiščiš pod vodo, je pod vodo. Samo dvigneš roko, že priplava na površje. Torej naj Božja roka, pa ne tista težka roka, da bi se je bali, ampak ta milostna Božja roka potisne ta naš ego v krstno vodo, v kateri smo bili krščeni in umrli sebi, da živimo za Boga in bližnjega. Zato, da bo viden na površju Jezus, ne pa mi. In to je spreobrnenje. Vabim k molitvi. Dragi Bog, prosim te, daj mi moč za služenje drugim, ker mi ti stalno služiš. Opomni me, da je vsaka oseba, ki jo srečam, ustvarjena po tvoji podobi in si zasluži, da z njo ravnam ljubeče, spoštljivo, sočutno in prijazno, ne glede na to, kdo in kakšna je. Pomagaj mi, da vidim potrebe drugih in jim nesebično služim. S svojim življenjem in naukom si mi pokazal, da resnična veličina človeka izvira iz služenja. Potrebe drugih želim postaviti pred svoje potrebe. Pomagaj mi videti osamljene, prizadete, ranjene, strte, obrobne, pozabljene. Pomagaj mi, da bi dojel, da moje še tako majhno služenje nekomu spremeni življenje, ga osreči in razveseli. Dobri Bog, vem, da služiti ni vedno lahko. Zahteva čas, žrtvovanje, ponižnost, čiste namere, pripravljenost. Vendar sledi veselje, blagoslov, izpolnitev življenja. Naj moje krščansko življenje odseva tvojo ljubezen in milost. Ko služim drugim, naj ne pozabim, da s tem služim tebi. Zato naj bo vsako moje dejanje daritev. Daritev. Amen. Pesem pravi, naj bom služabnik, ki služim ti in drugim. To je čudovita skupna molitev. Naj bom služabnik. In poskušajmo biti v danes in naslednjih dneh služabniki. Na ta način, da služimo. Ne hlapčujmo, ampak služimo.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje, Gospod naj da sijati svoje obliče in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.